Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Minute za kulturo. Nocoj je naš gost, naš dobri znanec, pravljičar in pesnik, gospod Jože Sevljak. Dobrodošli v našem studiu. Pozdravljeni. Razlog, zakaj smo vas povabili, je izdaja oziroma predstavitev vaše knjige oziroma vaše zbirke Svoji na svojem. Kako je nastajala zbirka, ob kakšni priložnosti je bila predstavljena? Ja, ta zbirka je izšla ob 70-letnici zmage nad fašizmom in nacizmom, se pravi ob koncu druge svetovne vojne. Izdali smo jo v občinskem odboru Zveze družbenoborcev Nov Litija Šmartno. Rekli smo za otroke, za mladino, ki teh časov ni doživela, seveda ne, pa tudi odmeve na te čase bolj poredko in slabše kot sicer. Pa smo hoteli nekako povedati ali pa pokazati, kakšni časi so to bili in kaj nam pravzaprav ostane zdaj v naši svobodni deželi, ki jo imamo v svoji državi, ki jo moramo imeti radi in jo ljubiti in ji zvesto služiti. Na dva sklopa so pesmi razdeljene. Prvi je Med boji in, da ne bom narobe povedala, preko bojev in zmag, potem pa drugi sklop Do samostojne države. Tako je. To smo se nekako zavestno odločili, da na eni strani pokažemo to zgodovino nastanka naše države, na drugi strani pa to življenje, ki ga imamo zdaj v svoji lastni državi, ki smo jo od nekdaj ljubili, hrepeneli po njej in jo pred leti seveda tudi dobili v taki obliki, kot jo imamo danes. V marsikateri pesmi zavzamete položaj prvoizpovednega tudi otroka, ki gre prižgati svečko svojemu pradedu ali pa prapradedu iz Prve svetovne vojne. Kako menite, da ti otroci podoživljajo ta čas? A se ga bodo lahko z njim identificirali? Ja, zavedal sem se, da so ti časi izredno oddaljeni, da so kot nek daljni odmev izpred tolikih let in da pojmi, kot so dedek, pradedek, prapradedek, ne pomenijo mlademu človeku prav veliko, ker si teh časovnih dimenzij ne zna predstavljati prav. Zato sem jaz to nekako poskušal poenostaviti s temi svečkami, ki jih prižigamo. To je nek akt, ki nas popelje v neko daljno preteklost. Sem pa nekako tudi to doživljal po svoje, ker smo prav v teh dneh, ob tej 100-letnici, pri nas v družini našli dnevnik ženinega deda, ki je bil vojak na Soški fronti in je tam pisal dnevnik. Po smrti ženine mame smo mi dobili to zapuščino in smo jo pred časom šele odprli in videli, da je to ta dnevnik, ki je izredno zanimivo, občuteno popisal te čase bojev, kako je trpel, kako je ranjen ležal tam na sredi bojišča in kako so padale granate in kako je deževalo, kakor dež, torej kamenje, šrapneli in legalo na njega. In jaz sem takrat pisal to pesem skozi to prizmo teh časov, teh spominov, tako da je to, bi rekel, nekako zelo avtentično obdobje. Porabili smo kasneje tudi neki proslavi te citate iz dnevnika in pa je šlo tudi v reviji Rast na Dolenjskem kot avtentično pričevanje o nekem strašnem času. Ste pa skozi te pesmi, v teh pesmih tudi marsikakšno bridkost nanizali oziroma
skoraj izpovedali. Naprimer, pesem Moje male sirote je taka precej ganljiva, pa bi vas prosila, če jo lahko preberete. Pa bo potem kakšno besedo o njej povedala. No, mogoče samo par besed na uvodu. To so otroci vojne žrtve, ali pa žrtve vojne na obeh straneh. Na te zmagoviti partizanski, kako tudi na oni drugi. Seveda, sami otroci pa prav nič krivi, nedolžni, ne, za to strašno obdobje. Izgubili so svoje najdražje, tisto najsvetejše, kar so imeli nekateri očete, nekateri mame, nekateri pa oboje. In ti otroci so rasli ves čas v neki težki travmi, bi človek rekel. Na eni strani so bili nekateri tudi zaničevani, drugi seveda nekako, bi rekel, bolj priznani, zato ker so se pač starši borili na pravi strani, ampak vseeno, oboji so pa bili brez svojih staršev. In jaz sem to globoko občutil in se rekel, da se moram tem otrokom, ki so danes že odrasli, toliko stari kot sem jaz, sem rojen v vojni, ali pa nekateri še starejši, da se jim moramo pokloniti, opravičiti in jih prostiti za odpuščanje. No in bi tole prebral. Gledam vas, otroke, groza iz oči vam sije. Tiho se pomikate, dolga kolona se vas vije. Od vse povsod prihajate, iz gozdov, od Petrička, taborišč, dečjih domov, ukradeni otroci, na silo posvojeni, v lagerjih rojeni, otroci staršev v tuje vojske napoteni. Vsi prestrašeni, izgubljeni, iščete ate in mame, ki so v gozdovih umrli, bili v krematorijih sežgani, kot talci padli, bili iz maščevanja pokončani, izgubljeni v vesolju zla in solz, za tuje cilje žrtvovani. Nov svet se je začel, za ene sprejet, za druge preklet, ampak za oboje je mama le mama, neskončno dobra in ena sama. Samo ona ve, kdaj otroka boli trebušček, kdaj mu je potrebna njena slina, ki čudežno celi rane. Samo ona ve, kdaj ga je treba ušteti, kdaj pobožati in objeti, ga nasloniti na svoje rame. In ata je njegovo varno zavetje, njegov naročaj, kjer se odpočije, kjer se svet čudežno umije, ko se ga skozi solze znova zagleda in je vse preprosto in enostavno. Ko se ta temelj zruši, se vse v trenutku umakne in svet postane brezbarven, pust in siv in ti nikdar več tak, kot si bil. Zato, moji dragi mali junaki, zdaj, ko ste že sami babice in detki, ko se belo predivo obeša v lase, ko se vam kdaj ob večerih potolči solza in na dan privre vse gorje, v imenu časa, ki ga več ni, vas prosim, oprostite jim za vse. Bili ste nebogljene žrtve, pravi mali heroji. Zdaj, ko je čas sprave, sklonimo glave in si obljubimo. Noben otrok naj več ne trpi, naj zaradi pohlepa po naši zemlji, maščevanja in zmotnih ravnanj, nikoli več ne teče kri. Hvala lepa. Prosim. Zelo lepo in pristno sporočilo te pesmi, ne? Upam, saj no, prišlo mi je res iz srca.
Pa tudi ena podobna je, ko vnuk nagovarja babico, naj ne joče, da je pri njih zdaj doma, ne? Medtem ko je izgubila prejšnji dom. Ja, ta babica je torej pravzaprav ukradeni otrok, ne? To je tista kategorija otrok, so jih med vojno odzeli na silo, odzeli staršem, odtrgali pravzaprav od njihovih prsi in jih utaknili v razne njihove domove, zato da jih bi kasneje dali posvojiti oziroma za zmeraj bi se odtujili in izgubili. Ta babica, ki jo jaz resnično poznam, ni sicer to moja babica, je pa ena od teh živih oseb, je to doživela je dala skozi in bila pravzaprav strašno prizadeta. In zdaj je pa v varnem naročju, v zavetju svoje družine, se pravi svojih otrok svojih otrok. In tu jo potem vnukinja tako lepo nagovarja, ne, in ji pove, da je med njimi, da je njihova in da ne gre več za nobeno nasilno odtujitev. Tako. Potem v drugem sklopu o lastni državi pa je pravzaprav naslovljena Država Slovenija pesem, pa bi vas prosila, da še o tej kaj poveste, pa tudi najprej, da preberete. No, jaz sem nekako čutil dolžnost, ne? To našo državo Slovenijo smo si izborili med vojno, se pravi s oboroženim bojem smo dobili potem to obliko države, v kateri smo nekoč živeli. Čeprav smo pa ves čas nekako hlepeli po lastni državi, po svoji državi, svoji na svojem, kot sem to tudi omenil v eni pesmi. In to smo seveda dobili. In z veseljem smo zaorali prve brazde v tej samostojni državi Sloveniji. Moram pa reči, da se pa vedno bolj ta vizija, ta prispodoba srečne dežele izgublja, da danes smo priča raznim anomalijam, za katere se resnično nismo nikoli borili in nikoli hlepeneli po njej, da so tu pojavili se tako imenovani tajkuni, da se nekako odtujuje tisto, kar smo skupaj naredili. In da bi ta srečni vrt pod Triglavom, ne, bil res srečen, vedno manj je te možnosti. Zato apeliram na vse naše gledalce, predvsem pa na mladi rod, zato je tudi ta knjiga nastala. Ohranimo to našo deželo, to našo prelepo Slovenijo. Naredimo vse, da bo naša. Izborili smo si jo s krvjo, zdaj pa je ne prepustimo, da jo bo tujec ali kdorkoli že pohlepnež, tudi domači, ne delam nobenih izjem, da nam jo bo vzel. To je naša, skupna, da smo jo skupaj ustvarili. In tej državi sem zapel tudi to, pravzaprav to himno, če lahko tako rečem. Država Slovenija. Po njej smo hrepeneli in jo končno le dobili. Tako neizmerno smo si jo želeli, se zanjo srčno borili. 23. decembra smo se odločili in zanjo oddali svoj glas. Ko je nastopil usodni čas, smo jo tudi obranili. Zavihrale so slovenske zastave, nagajivi veter se je uprl vanje. V prelestne barve so se odele dobrave in ptice so zapele, to naše so sanje. A prosim vas, ne jemljite jih nam, vsa leta smo verjeli vanje. Čeprav si jih vsak oblikuje sam, ima le ljudstvo zasluge zanje. Lepo, hvala lepa. Prosim. Mislite, da imajo mladi neko domovinsko držo, nek ponos v sebi? Da imajo to moč, da bodo popeljali Slovenijo naprej v svetlo prihodnost?
Jaz, verjemite, sem trdno prepričan, da v mladem rodu, na njega neizmerno veliko stavim. Mi smo že na izmaku svojih moči, ampak mladi rod, tak je tukaj, zdaj, mlad, ima najbrž v sebi, mora imeti v sebi neko sanjo, neko slutno, da je ta svet, ki je tu pri nas, naš, da je lep, da se ga splača ljubiti, da se ga splača imeti rad. In sem prepričan, da bodo napravili vse, da ga tudi obranijo. Poglejte, kaj vse imamo. Imamo morje, prečudovito morje. Imamo gore, prečudovite gore, nad njimi se pne Triglav. Imamo ljudi, imamo športnike, imamo na zadnje Tino Maze in imamo skakalce, ki so kot orli, ki poletijo v svet. Imamo športnike, imamo košarkarje, imamo ne vem, kup mladih ljudi, ki so vsi trdni zanesenjaki, ki stremijo naprej. Tega si ne bodo pustili vzeti. Lahko nam zdaj trenutno nekdo nekaj jemlje. Slišim zdaj, da smo zgubili toliko hotelov, ne? Turizem je pa naša perspektivna dejavnost. Kako bomo mi živeli, če ne bomo imeli hotelov, ne? Tega si ne bodo pustili vzeti, sej mogoče v končni fazi, ne? In bodo naredili vse, da to zaustavijo. Jaz verjamem in pozivam mlade, da bodo to storili. Tako preko pesmi Ona je naš idol, torej od Tini Maze, ne? Tako. In tako se orli rodijo. In vas prosim, če eno od teh preberete, katera je vam ljubša? No, morda, ker sem o Tini že govoril, da ne bom ponavljal se malo o teh naših skakalcih, ki so nekaj čudovitega, nekaj takega, kar človek sploh ne more dojeti, ampak so. Oni so v tem majhnem narodu, so orli. Tako se orli rodijo. Človek, lovec na daljave, za rekordi stremi. Nikoli se ne ustavi, vse dlje si želi. Začne na domačem bregu, ko se v smučino spusti. Na parobku ga dvigne v zrak, da prvič poleti. Tako se orli rodijo na mnogih krajih sveta. Kot ptice letijo, se počutijo kot doma. A le ena je planica, naš narodni hram, kjer se vedno znova zaveš, Polda ni bil sam. Hvala. Zelo lepo. Gotovo se je kakšen kisovški skakalec oziroma zagorski, ki jih kar nekaj trenira tule na kisovški skakalnici, gotovo se je našel tudi v tem pripovedovanju. Tudi na to sem mislil resnično, ko sem pisal to pesem. Tu v Zagorju oziroma v Kisovcu so znani skakalci, letalci, ne? Med njimi je tudi brat moje žene, Janez Železnik, ki v Zasavju še vedno drži neke rekorde na skakalnicah, tudi v Litiji, odkoter prihajam. In tu je bil doma tudi znameniti skakalec Siki, ki je pred kratkim preminil, in še mnogi drugi. Tudi njim je posvečena ta pesem. In vsemu mlademu rodu, ki stopa zdaj za njimi, vem, da so imenitni skakalci, skačejo v planici in skačejo tudi v reprezentanci. Tako, res. To je tista sila, ki nas bo peljala naprej. Res je. Pri tej zbirki pa, da ne pozabim povedati, ste sodelovali z akademskim kiparjem Zlatom Rudolfom. Kako je prišlo do tega sodelovanja? Bi vas prosila za nekaj besed. Jaz bom pa ta čas pokazala malo teh ilustracij, najprej, če začneva. No, z Zlatkom Rudolfom že kar nekaj časa sodelujeva. On je namreč Litijan, tako kot sem jaz. Čeprav zdaj ne živi v Litiji, na Idrijskem. Kar nekaj stvari je že delal za mene tudi, no, in ko smo prišla zadnjič skupaj, je bil zaprošen, da prispeva svoje ilustracije, ki so sicer vedno imenitne, in to je z veseljem storil. Brezplačno za naše borce, je rekel, njegov oče je bil tudi borec,
in tako sva ustvarila tako sodelovanje, simbioza. Moramo povedati, da je Zlatko eden naših imenitnih kiparjev. On ima nekaj projektov, ki bodo najbrž v bližnji prihodnosti zaživeli. Javil se je tudi, vem, na neke razpise na Bližnji vzhod in naredil res nekaj pretresljivih projektov. Če bodo ustvarjeni, bo to svetovno čudo. Ne bi rad bil megalomanski, ampak resnično je velik umetnik. In jaz sem ponosen, da je sodeloval v tej moji zbirki in mu tudi zdaj se lepo zahvaljujem. Tako, in pa mu želimo veliko uspeha, ne? Tako. Za konec najnega srečanja bi vas prosila, da naslovno pesem tudi preberete. Svoji na svojem, da zaokroživa najin pogovor o pesmih. No, tu pa skušam na nek zelo preprost način povedati tisto, kar sem prej malo bolj obširno govoril, kako moramo ostati gospodarji na svojem. Svoji na svojem. V naši družini živimo bratci in sestrice, ata in mama, na obisk prihajajo strici in tete, večkrat se oglasi tudi stara mama. Karkoli se že zgodi, vedno skupaj držimo. Glavno besedo ima seveda ata. Drug za drugega skrbimo, široko odprta so hišna vrata. Ne zaupamo pa hudobnim ljudem, ne sprejemamo tujega gospodarja. Kot iz enega kosa smo izklesani, naj v nas strela še tako divje udarja. Tako lepa družinska prispodoba. Ja. Pomen pa to, kar sem govoril. Ja. Tako, ja. Še nekaj se vam obeta v juniju, mar ne? En lep dogodek, 14. ste prej omenili, ko sva se pogovarjala. Kaj pa bo takrat? 14. junija bo pri geometričnem središču Slovenije v Spodnji Slivni, to je ob 4 popoldne, nedelja, predstavitev na dan Geosa, predstavitev moje zadnje knjige, spominske knjige z naslovom Poznal sem jih, srečanja z znanimi Slovenci. Lahko prosim. Namreč toliko sem že star, da sem marsikaj že doživel, se družil z marsikom, z umetniki, z politiki, znanstveniki, cerkvenimi dostojanstveniki, če hočete. In vse to sem zdaj v tej knjigi popisal in želim ohraniti slovenski javnosti. Seveda po svojih skromnih sposobnostih, možnostih, nobene poglobljene študije tukaj psihološke ni. To so samo moji vtisi, kako sem doživljal srečanje s temi znanimi Slovenci. Moram pa to povedati, ker smo na zagorski televiziji, da je veliko teh Slovencev doma prav v teh krajih. Ne? To so slikari, to so pevci, od Latka Korošca do Kopitarja, Leskoška, Kneza, Hočija, Megliča in še drugih današnjih, ki so še aktivni, ki še živijo. Skratka, tu sem se nekako našel in po neki logiki naredil tudi določen obračun s svojim profesionalnim življenjem in da bo moja starost odslej lahko veliko bolj mirna, bolj spokojna, ko bom rekel, vse s temi mojimi prijatelji sem se vendarle poslovil na dostojen način in napisal nekaj o njih, kar se mora pomniti. Torej, 14. bo gotovo prijetna prireditev ob Geosu. Ob Geosu. Vljudno vabljeni tudi vi, seveda. Tako, hvala lepa. Še eno vprašanje. Pravljice se bodo še kaj pisale? Je že kakšna ideja nova? Ja, no tudi to je zdaj vprašanje. Tista stara zaloga pravzaprav, ne, s katero sem tu gostoval na vaši cenjeni televiziji, je pošla, se je nekako prebrala.
zdaj sledi pa obdobje, da bi kaj novega napisal. Ne? Nekaj imam že v svoji ustvarjalni malhi, upam, da zdaj te počitnice izkoristil za pisanje in da se morda v jeseni vidimo s kakšno novo pravljico. Čudovito. Mi se že veselimo. Ob tej priložnosti pa bi se rada zahvalila za vaš obisk in vam želela še vse lepo naprej. Jaz pa vam za vljudno povabilo in vse lepo vaši televiziji, ki je zelo ustvarjalna, ki jo zelo cenim, in pa seveda vsem gledalcem, poslušalcem iz Zasavja, ki jih imam rad in jih izredno spoštujem. Kajti tu sem čas živel, tu je moja družina doma in to so korenine, ki ne bodo nikoli potrgane. Tako je. Najlepša hvala. Hvala lepa vam. V ponedeljek, 18. maja, je v Trbovljah potekalo odprtje razstave članov in članic Univerze za tretje življenjsko obdobje. Člani delujejo pod okriljem Ervina Matešiča. Kot je dejal v pogovoru za našo televizijo, je vesel rezultatov, ki so na ta način nastali. V njih je videti tudi osebnost vsakega člana. Kako se slednji učijo slikati in risati, pa v posnetku. To so člani, nekateri že po 10-15 let hodijo. Jaz sem sam s svojim programom v lanskem letu uskočil, ampak sem nek program nastavil, ki ima rep pa glavo. Ne? Tako da želel sem zakonitosti slikarstva prikazati na en tak prijeten način in zgleda, da se je prijel. Ne? Kaj je najbolj delalo in preglavice? Absolutno, da te resne stvari, kot so perspektiva, zlati res, kompozicija, definiranje predmeta slikanja, prvi plan, drugi plan, tretji plan in tako naprej, da so to neke zakonitosti, ki niso bile glih privlačne. Ne? Tako da tudi, ko smo kritizirali oziroma analizirali določene stvari, a veste, slikari imajo en določen ego. Ne? In tukaj začnejo potem te egi malo trpeti, ne? Ko se srečajo z temi zakonitostmi. No? Ampak smo uskladili svoje te vibracije in jaz mislim, da je rezultat pokazal, da je nekaj rata lepega iz tega. Ne? Koliko časa so nastajale te slike, ki jih lahko vidimo na razstavi? Slike so rezultat enega dobesedno študijskega pristopa. Ne? Delali smo tihožitje, od A do Ž, potem smo delali pejsaž in tudi od A do Ž, ne, motive, iskali tudi v naravi, ne, skupinsko šli ven delati. Obenem smo se pa učili tudi tehnike slikanja, tako da vidite različne tehnike, od risbe do pastela, pastelne krede, olja, akrila, ne, skratka, vse se vidi, ne. So pa motivi so isti, ne, v različnih tehnikah in na različni karakterni osnovi, ker skozi našo glavo se marsikaj pretaka, ne, in to se pol izraža v slikah. Se lahko vsak izmed nas nauči risati, slikati? Lahko, samo treba je najti ta pravega učitelja, tako ker pri vsaki življenjski zadevi ljudje bi rad včasih kar na svoj projektni način, ne. Tako bi rekel, čist tehničnih zadevah, kot duhovnih, če nimaš pravega učitelja, lahko hitro zdrsne kakšna stvar, ne. Vendar tole moramo tako na en tak prijeten, šarmanten način gledati, ker to je le ena sprostitev in učenje v poznejšem obdobju življenja, ne. V petek, 22. maja, so bili obiskovalci Kulturnega centra Delavski dom Zagorje priča odprtju letošnje druge razstave likovne skupine Dom. Kulturniki, ki so se številčno obogatili, so predstavili predvsem študijska dela. Zanimiva je vsebinska pestrost predstavljenih del, med katerimi obiskovalci zagotovo najdejo nekaj po svojem okusu. Razstavo je s kratkim nagovorom začel predsednik likovne skupine Dom, ki je za nas povzel. Točno na današnji dan pred 55 leti je bila otvoritev Delavskega doma, to je kulturnega hrama v občini Zagorje. Ta dan se osebno jaz zelo dobro spominjam, ker sem bil tisti dopoldanski dan v maju leta 60 v stekleni dvorani, ki se je
dokončavala oziroma bila je v zaključni fazi del. In industrijska šola v Zagorju je končala okna v stekleni dvorani in v tistem času dopoldanskem je nenadoma so se odprla vrata in vstopila sta dva elegantna možakarja, ki sta se vsak na eno stran napotila k izdelanimi mozaiki. In ko sta si ta dva mozaika ogledala, sta se približala sredini dvorane, se objela, rokovala in mlajši je dejal drugemu: drago, midva sva dokončala svoje delo. To je bilo, bi rekel, v tistem času meni nerazumljivo, vendar po nekaj letih sem spoznal, da je bil Tršar akademski slikar belogradist in Čopič partizan. In to je bila sprava na nivoju, akademskem nivoju, poduk tudi današnjim časom. Kratek kulturni program je bil zanimiv, saj je poleg že tradicionalno prisotnih inštrumentalistov tokrat zaplesala tudi balerina. Odprtje razstave je s predstavitvijo avtorskih del zaključil njihov dolgoletni mentor, ki je za naše gledalce povedal. Torej, današnja razstava v galeriji Delavskega doma, avli Delavskega doma je pregledna razstava, študijska razstava skupine Dom. Gre za dela, ki so nastala izključno v ateljeju Weinbergerjeve domačije, kjer delujemo, in gre za dejansko neko vrsto pregledno zadevo, kako študiramo likovni jezik pri vsakem posamezniku. Slike so več ali manj risbe, kolorirane risbe, je tudi pastel, je tudi akril, ampak gre pa za osnovi za risbo. Risba je osnova vsakega slikarja in mi se učimo tega likovnega jezika ob naših seansah, ki jih imamo vsak četrtek v galeriji Delavskega doma. Kaj novega povedati o skupini Dom je težko. Mogoče edino to, da se je skupina pred parih let, ko je bilo 4-5 članov, razširila že na 10 članov in če bo šlo tako naprej, ne vem, kam bomo prišli, ampak v bistvu vsak je dobrodošel vedno. Jaz pa kot mentor se pa trudim, da se vsakemu posamezniku prilagodim in individualno delam z vsakim posameznikom in ga poskušam usmerjati na njegovi likovni poti. Četrtkovi popoldnevi so kot nalašč za kulturne dogodke. Nedavni je bil prav nekaj posebnega. Kot preteklo leto so tudi letos učenci osnovnih šol sodelovali v likovnem in literarnem natečaju, tokrat na temo rudarske kulinarike, ki ga je organiziralo Rudarsko-muzejsko in etnološko društvo Srečno Zagorje. Sodelovale so Osnovna šola Ivana Kavčiča iz Lake, Podružnična šola Mlinše, Osnovna šola dr. Slavka Gruma Zagorje, Osnovna šola Ivana Skvarče, Osnovna šola Toneta Okrogarja Podružnica Kisovec in nenazadnje Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje, ki je ponudila svoje prostore letošnji razstavi. Osnovnošolci so prispevali 42 del, ustvarjali pa so od 1. do 9. razreda. V uvodnem pozdravu je predsednik društva Borut Flisek med drugim dejal, da je utrjevanje zgodovinske zavesti o zagorski in zasavski polpretekli zgodovini med osnovnošolci zelo pomembno, saj bodo brez znanja bodoči rodovi pozabili, kaj je Zagorje nekoč bilo. Seveda pa ni manjkal Perk Mandelc. Prišel je pozdraviti otroke in se malce pošalil z njimi. Gostitelji so pripravili pester kulturni program, ki se je prepletal s predstavitvijo nagrajencev in njihovih del. Kulturnemu programu se je kasneje pridružil še Vlado Poredoš s svojo pesmijo. Ob zaključku dogajanja so se organizatorji zahvalili mentorjem s skromnimi nagradami, še posebej pa ravnateljici osnovne šole Toneta Okrogarja Nataši Grošelj. Mladi igralci pa so zaigrali še igrico Butalci. V četrtek se je v Hrastniku začel že tradicionalni mednarodni festival uprizoritvenih umetnosti Rdeči revirji. Slednji je v Hrastniku prisoten 13. vse zasavski pa je 3. leto. Še pred uradnim odprtjem so na ploščadi pred Delavskim domom obiskovalci lahko uživali v nastopu steklarske godbe Hrastnik z mažoretkami.
V dvorani Delavskega doma sta obiskovalcem spregovorila umetniški vodja festivala Branko Potočan in župan občine Hrastnik Miran Jerič. Oba sta povabila na okoli 80 dogodkov, ki se bodo brezplačno odvijali po vseh 3 zasavskih občinah. Neposredno po nagovorih je sledila plesno-gledališka predstava Solo za 2 v izvedbi Branka Potočana in Marka Brdnika. 4. junija se festival seli v Zagorje, 5. v Trbovlje, zaključil pa se bo 6. junija. Organizatorji Rdečih revirjev so Mladinski center Hrastnik, Mladinski center Zagorje in Delavski dom Trbovlje. Istega dne je bilo v prostorih Zasavskega muzeja Trbovlje odprtje razstave Stoletje Trbovskega vodovoda. Ob tej priložnosti so predstavili tudi istoimensko knjigo. Obiskovalcem so spregovorili direktor muzeja Miran Kalšek, avtorica razstave in knjige Irena Ivančič-Lebar ter direktor javne komunale Trbovlje Milan Žnidaršič. Vsem naštetim je ob visoki obletnici čestitala županja Trbovlj Jasna Gabrič, ki se je razstave udeležila z nekaterimi svojimi sodelavci. Ireno Ivančič-Lebar smo po uradnem odprtju povprašali, kako je knjiga nastajala. Ja, takole bi rekla, zdaj ta knjiga je nastajala kar nekaj časa. Jaz sem imela gradivo že dolgo zbrano, ne sicer v takšnem obsegu, ampak ko sem videla, da se bliža obletnica in to okrogla obletnica, smo se v muzeju odločili, da jo predstavimo širši publiki in ob tem, jasno, ker smo muzealci, ne moremo brez razstave, čeprav je ta drugačna kot publikacija. Na razstavi so poudarki, v knjigi so poglavja obsežnejša, medtem ko na razstavi moramo gledati na to, da ljudi pritegnemo in da lahko iz teh drobcev sestavijo zgodbo. In pri tem ste sodelovali z javno komunalo Trbovlje? Ja, moram reči, da ko sem tekst napisala, ga dala v pregled 2 delavcema na komunali, in sicer Vlasti Medvešek in pa Tomažu Radiču, ki sta to pregledala, dala svoje dopolnitve, pripombe, kaj bi se mogoče še lahko. No in ja, to sodelovanje je bilo kar uspešno. Dokdaj pa bo razstava odprta? Ta razstava bo odprta do 20. septembra, ker potem pridejo druge na vrsto. Bili smo tudi v Delavskem domu Trbovlje, kjer je potekalo odprtje razstave Marka Glavača z naslovom Globoka širina. Na njej lahko vidimo umetnikova različna kiparska dela, med drugim tudi deblo iz Kočevskega gozda, ki je osrednji element razstave. Z Markom Glavačem smo se po odprtju pogovarjali tudi mi. Direktor Delavskega doma Trbovlje Zoran Poznič je v uvodnem govoru dejal, da ste prej ustvarjali novo medijske vsebine, zadnja 3 leta pa ste se vrnili nazaj k materiji, nazaj k naravi. Lahko bi tudi rekli, da kot umetnik na nek svoj način izražate vlogo in pomembnost neokrnjene narave. To je priča tudi na tej razstavi, ki lahko gledalci si jo še ogledajo, tudi deblo iz Kočevskega gozda. Točno tako, ne. Jaz pravim, verjetno so vse faze življenja, ko moraš vsega sorte probati in na koncu prideš nazaj na tisti stadij, kjer si začel. Jaz pravzaprav izhajam iz Kočevskega, kjer je več kot 80% gozdate površine. Imamo par področji, ki so neokrnjene, kjer je pragozd, in moram reči, da sem v zadnjih 2-3 letih dosti sodeloval z ljudmi, ki so raziskovali v teh pragozdovih. In sem dobil v tistem področju in na tistem teritoriju še ene posebne vibracije in sem se odločil, da moram nekaj narediti iz področja umetnosti, ki se navezuje na to neokrnjeno naravo, tako da sem prinesel prav en debel, ki je zelo blizu pragozda, na Strmc pri Kočevju, ki odmira že verjetno 20-30 let in zdaj ta kos, ki pride v galerijo, ima sigurno drugo dimenzijo nagovora kot tisto, ko jo vidiš v gozdu, ki greš mimo njega, praktično ga niti ne opaziš. Tako da na svoj način sem hotel upozoriti, da ne ostajamo zgolj samo na nekih zakonih pa nekih pravilih,
ki jih napišemo, pa je vprašanje potem, koliko se tega sploh držimo. Pa vprašanje tudi tega, koliko se sploh zavedamo še v današnjem času narave kot take, ne? Glede na to, da smo vsi upeti v te virtualne resničnosti preko računalnikov, je to področje, ki počasi odhaja na stransko pot. Ne? Mlade generacije vprašanje zdaj, koliko so še tukaj povezane. Ne? Tako da evo, to je en tak nagovor, eden od kosov, ne, ki sem jih pripravil, plus tega ta vhod, ki je pred domom, Delavskim domom Trbovlje, s tem klopom, ki je točno 1000-krat povečan. Ne. Jaz pri nas na Kočevskem znajo govoriti, kako smo dežela medvedov in to je grozota, ne, medved je strah in trepet. Potem pa sam pri sebi razmišljal, kaj pa če mi to malo povečamo, kakšno grozotno žival dobimo, ne? Pa tako in tako vemo, da zna prizadeti človeka, še pa še ta 4 mm žival, ne, če se na tebe spravi. Na stransko pot bi pa lahko rekli, pa dajo v zadnjem času, pa ne samo v zadnjem času, že kar nekaj časa tudi kiparstvo. Kakšna je sploh prihodnost kiparstva? Ponavadi gremo razstavo, pogledamo kakšne slike, pa mogoče tudi fotografije, pa kakšne novomedijske vsebine in tako dalje. Kaj pa kiparstvo? No, jaz moram reči, da do diplomskih študij sem na kiparstvu končal, po diplomskem magisteriju sem pa iz novomedijske umetnosti. Tako da meni so te svetovi jasni in delam v vseh svetovih. Zdaj, kiparstvo kot kiparstvo, jaz mislim, da se bo zdaj malo počasi poznalo področje kiparstva, ki je temeljivo zgolj na konceptih. Ne? Koncept je bil dostikrat dovolj kot napisana oblika z nekim tekstom in potem, bom rekel, nam zmanjka za materijo, nam zmanjka ali čist take profesionalne obrtništva, ali pa tudi ne znamo zadevo speljati. Jaz moram reči, da sem tlele pri teh vse pri enem kosu uporabil čist nove materijale. Dobil sem neko formo, ki me nekaj časa že spremljala. To, da sem čisto zadovoljen. In tako sem v primarnem svojem svetu da raziskujem z materijali. In kiparstvo je raziskovanje materijalov. In kiparstvo je raziskovanje materijalov v trodimenzionalnem prostoru. Zdaj, koliko časa, ali se bo sploh ohranilo v tem načinu, je odvisno tudi od tega, kako bomo znali prihodnjim generacijam reprezentirati. Ne? A je ta materija res tako, bom rekel, ne preveč prijetna, pa malo je težka, ne, tudi fizično težka in je lažje vsesti za računalnik, napisati koncept, pa tudi mogoče kako zadevo v virtualni resničnosti skupaj spraviti. Daleč od tega, da karkoli iz tega področja, bom rekel, zanemarja ali pa daje manj pomembno. Zelo pomembno. Meni se zdi vsa področja zelo pomembna. Stvar je samo v tem, koliko si sposoben narediti eno simbiozo vsega tega. Ne. Virtualne resničnosti, resnične resničnosti, materialnosti in tako dalje. No, jaz upam, da meni je vse v enem kosu uspelo, če grem z Murf, ker imamo Willendorfsko Venero, ki je stara tam 26 000 let, pa Android zraven, ki je, bom rekel, star 2 leti in en moj razmislek, kaj je zdaj to sploh, ta velika dimenzija časovna, ki se jo sploh ne zavedamo, ne, je to tako daleč ali pa tako velika. Vsebina pa ista, ne. Povsod rabimo ta prijem, taktilnost. Androida dela ga moramo potegniti po ekranu, če hočemo pa popolnosti začutiti Willendorfsko Venero, je pa ravno tako moramo prijeti roke, se pravi zopet je taktilnost. Tako da smo kar tle v teh primarnih občutkih, zdaj pa koliko nam pa dela mišljenje, misel, neke nove podobe, pa spet od vsakega posameznika odvisno, kakšen arzenal ima v podzavesti. Ne. Hvala lepa in upam, da se kmalu spet vidimo še na kakšni kiparski razstavi. Ja, hvala tudi vam. V petek so v novi galeriji Delavskega doma Trbovlje odprli tradicionalno prvojunijsko slikarsko razstavo. Na ogled so postavili dela trbovskega slikarja Emila Škrpca. Gre za predstavnika romantičnega realizma, ki je že leta 1966 postal član Društva revirskih likovnikov Relik Trbovlje. Pri svojem delu uporablja številne tehnike, med njimi olje, akvarel, pastel in kredo. Njegov opus zajema več kot 1000 stvaritev, prevladujejo pa krajinski motivi iz domačega okolja. Sam pravi, da si šteje v čast, da lahko svoja dela razstavi v počastitev trbovskega praznika.
Med enim od govorov, ki so odprli to razstavo, smo slišali, da vas je bilo treba kar malce nagovarjati, da ste svoja dela postavili na ogled. Kaj je bil razlog tega? Razlog niti ni ta, ne, da bi jaz ne bi hotel, ampak vse razstave, ki sem do zdaj imel, sem zmerjamo silom prilike. Nobene nisem sam rihtal, zmeraj so me klicali, ali kjer je odpovedal, so rekli, ti imaš da slik, ne, tako da snemo po raznih zdraviliščih slike, pa v hoteli rečemo, ja, sam si pa res nisem rihtal razstav, no, in verjetno je tudi zaradi tega tle nisem predzbil za to, no. Na vaših slikah prevladujejo krajinski motivi, čeprav ste raznovrsten slikar, ogromno upodabljate lokalno okolje, predvsem Trbovlje in okolica. Zakaj vas ravno to okolje tako nagovarja? No, Trbovlje me privlači, ne, sem iz Trbovlj, rodil sem se v Žabji vas, najraje Žabji vas rišem, ne. Imam pa veliko gorenjskih motivov, tudi to pa zaradi tega, ker prvo, kar je, sem na Gorenjsk hodil na slikarske kolonije, ne, in smo v Vrata pa to, in takrat sem spoznal, ko je sploh kjera gora pa to, tako da sicer tlele nimam prav veliko neki trende, je pa tak, bolj, kakor rečemo na severovzhod, na gor, pa sem tudi bil pol, ne, ampak tis mi ni tukaj naležeti. In ko že govorimo o tem, da čutite ljubezen do teh lokalnih motivov, kaj vam pomeni, da vi razstavljate na tej tradicionalni razstavi 1. junijski, ki obeležuje trboveljski občinski praznik? No, to mi je v čast, ne. Mar biti tudi zaradi tega, jaz sem zdaj največ zaradi tega, ker res, da mi je rekel že Poznič magister, pa sem jaz od Bovtku, pa so bili pa mlajši, in bolj je neko rekel, da sem jaz užalen, ne, to pa nisem nikoli užalen, ker zmeraj imam red, da mlad bolj prosperirajo, ne, vse kvat čem jaz dosež. Mi je pa v čas, seveda mi je, ne. V petek vas vabimo na obletnico naše televizije in na prireditev, na kateri bomo gostili najpesnike, ki so zmagali na našem 5. natečaju Najpesem ETV 2015. Prireditev se bo v galeriji EVJ začela ob 18. uri. Poleg nagrajenih pesnikov in njihovih pesmi se boste lahko ogledali še 2 razstavi. Razstavo Fotokluba Hrastnik in unikatnih izdelkov Metke Hribar. Naši glasbeni gostje pa bodo Riko Majcen, Jernej Pikl in Anja Pusta-Klajovic. Spoštovane gledalke in gledalci, v marsikateri župniji v poletnih mesecih organizirajo oratorij. To je poseben počitniški program za otroke, ki se dogaja pod okriljem cerkve oziroma župnije. Za začetnika oratorija velja sveti Janez Bosko, ki je ustanovitelj Salezijancev in katerega 200-letnico rojstva letos obhajamo. Don Bosko je namreč posebej poskrbel za zapuščene mlade, jim dal streho nad glavo in poskrbel za njihovo vzgojo, za njihovo zaposlitev. Nekateri sicer začetnika oratorija vidijo v svetem Filipu Neriju, ki je živel že v 16. stoletju, in je prav tako poskrbel za mlade. Svetega Filipa Nerija ni motila radoživost otrok. Zanimiva je njegova izjava: zaradi mene lahko otroci sekajo drva na mojem hrbtu, če le ne delajo greha. No, splošno razširjeno mnenje pa je, da je začetnik oratorija sveti Janez Bosko. Prav zato Salezijanci vsako leto držijo roko nad oratorijem, to pomeni, da izberejo temo in naredijo okvirni program. Kaj je pravzaprav oratorij? Dobesedni prevod bi se glasil, da je oratorij molilnica. Orare namreč po latinsko pomeni moliti. Vendar to ne pomeni, da na oratoriju ves dan molimo. Moliti se namreč da tudi z načinom življenja. Oratorij je skupnost otrok in animatorjev, ki se iz dneva v dan zbira na župnijskem dvorišču in se tam počuti kot doma. Na oratoriju se prepletajo igre in delavnice,
verouk in molitev. Za vso to množico otrok poskrbijo animatorji in animatorke. To so mladi fantje in dekleta, ki so otrokom postavljeni za zgled. Animatorji in animatorke tudi skrbijo za potek oratorija, za igre, za delavnice, za kateheze in podobno. Vsako leto nas v času oratorija spremlja posebna zgodba, ki je vodilna nit oratorija. Včasih je to svetnik ali svetnica, včasih je to svetopisanska osebnost, včasih pa je to kakšna namišljena zgodba. Letos bomo spoznavali svetnika Dominika Savija. Animatorji nam bodo vsak dan zaigrali del zgodbe iz svetnikovega življenja, potem pa bo sledil pogovor o zgodbi, preostali program, ki je, kolikor je le mogoče, povezan s to zgodbo. Oratorij običajno traja 5 dni oziroma 1 teden, lahko seveda tudi manj, lahko tudi več. To pomeni, da otroci zjutraj pridejo na župnijsko dvorišče, popoldne pa odidejo domov in naslednji dan zopet pridejo. Običajno je v potek oratorija vključen tudi kakšen izlet, krajši ali daljši. V grobem bi pomen oratorija lahko povzeli ob simbolu za oratorij. Znak za oratorij ima namreč 4 stebre. To pomeni, da ima oratorij 4 temelje. Prvi temelj je dom. Otroci naj bi se na oratoriju počutili kot doma. Animatorji poskrbijo za to, da se počutijo sprejete in varne. Drugi temelj je župnija. Otroci ne pridejo kar v neki prostor, kjer bi delali, kjer bi hoteli, ampak pridejo pod okrilje cerkve. Pridejo v župnijo, kjer doživljajo Božjo bližino in proces odrešenja. Tretji temelj oratorija je šola. Besede šola sicer otroci med počitnicami najbrž ne slišijo radi. Kljub temu pa gre na oratoriju za veliko šolo odkrivanja talentov, za šolo ustvarjanja. Četrti temelj je dvorišče. Dvorišče otroci doživljajo kot kraj za igro. Na dvorišču otroci srečajo prijatelje, se družijo, tkejo nova prijateljstva. Morda bo kdo rekel, da prezgodaj govorimo o oratoriju. Vendar v marsikateri župniji že 1 mesec pred začetkom oratorija zbirajo prijave, da se animatorji in animatorke lahko ustrezno pripravijo na ta dogodek. Želim, da bi Bog vedno znova blagoslavljal naše oratorije, otroke pa lepo povabim na ta dogodek. To je bilo v tokratni kulturni oddaji vse. Imejte se lepo in nasvidenje.